V današnjih novicah med drugim izgradnja vodovoda Vrbje-Vrtača, drsališče odprli tudi v Metliki. Krkaši uspešno sklenili leto. Lepo pozdravljeni. Tokratni pregled novic začenjamo v Kostanjeviški občini, kjer bosta med prednostnimi naložbami v prihodnjem letu predvsem izgradnje severnega in tercijalskega lesenega mostu, o čemer smo nekaj že poročali. Občina pa bo hkrati nadaljevala tudi z urejanjem vodovoda do vasi Vrbje in Vrtača. Poglejmo. Prvi del naložbe so namreč že končali. To je bilo priprava okoli samega zajetja ter kabliranje in določene cevi iz Črneče vasi do zajetja na Črnečo vasjo. Sedaj se bomo pa vseli, pa bomo videli, ali bo šlo to v enem letu, če nam pa v dveh, ampak upam, da bomo v enem letu to zaključili. Negotovosti glede časovnice izgradnje okrog 2,5 kilometra vodovoda botrujejo predvsem objektivne okoliščine. Ja, tukaj vemo, da je trasa iz Črneče do Vrbje in Vrtače zelo zahtevna, je teren kakršen je in bomo videli, kako bo se to nam izšlo. Bomo z izvajalcem, to je Kostak, ki nam skrbi za vodovodno mrežje, moramo doreči pa videti, kako naprej. Vaščanom dveh od občinskega središča precej oddaljenih vasi, ki se sedaj oskrbujeta iz ločenih vaških vodovodov, bodo po končanih delih torej naposled omogočili oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda. To smo malo presenečeni, da se res tako na hitro nas, kako bi rekel, upoštovali, da pridemo enkrat do te svoje rešitve. Prej smo to zalisvali, zdaj pa še to vodovoda nam res prispevalo, da imamo užitno vodo. Vaški vodovod dodaja namreč v poletnih mesecih pogosto presahne, zato so jim morali vodo dovažati. In, ko bi rekel, ko je pa tako nalivja, je pa mura in vsega. Ko bi rekel, neporečno, to je gnojšnica. Ne pa voda, ne? Torej ste zelo veseli tega? Ja, če bo leto res prišlo, smo veseli, kot da bi zlato videli. Z ureditvijo ustrezne vodooskrbe zaselkov brez javnega vodovoda v Kostanjeviški občini tako ne bo več. Če hočemo, če želimo, da bodo v teh vaseh ljudje in mladi še ostajali, moramo vse tiste osnovne stvari, kot je pitna voda, zagotoviti. Izgradnja vodovoda bo občino predvidoma stala okrog 130 000 evrov. Občina Trebnje pa je objavila povabilo k oddaji ponudbe za nakup zemljišč na Dobravi pri Dobrniču. Tja želijo privabiti mlade. Ponudbo za nakup ene od 15 parcel tako lahko oddajo mladi in mlade družine, starostna meja je 35 let, s stalnim prebivališčem v občini Trebnje. Mladi s svojimi prihodki težje pridejo do rešitve stanovanjskega problema in občina mora dejansko tudi na tem delu segmenta pomagati mladim in ta razpis bo omogočil, da bodo prišli do zemljišč dejansko po nižji ceni, dostopni. Dobrava je od mesta Trebnje oddaljena slabih 10 minut vožnje. Naš cilj zagotovo je, da se tudi poselitev ne koncentrira samo na območju mesta Trebnje, ampak tudi Dobrava v krajevni skupnosti Dobrnič, ki je sicer nekoliko oddaljena od centra mesta, ampak ne glede na to so dobre prometnice in ugodna lega, parcele so ravninske. Vsi kupci bodo morali v 5 letih pridobiti gradbeno dovoljenje, sicer bodo plačali pogodbeno kazen v višini 1/5 ponudbene cene. Nam je cilj, da pride tudi do pozidave tega območja, ker navsezadnje gre za komunalno opremljene parcele. Ponudbo lahko zainteresirani oddajo do vključno 20. decembra do 14. ure. Ob koncu leta se oziramo na prehojeno pot. Tokrat se ustavljamo pri gasilcih. Kljub številnim naravnim nesrečam, ki so Slovenijo prizadele v iztekajočem se letu, krški poklicni gasilci leto ocenjujejo kot relativno mirno. Opažajo pa porast tehničnega varovanja. V letošnjem letu izpostavljajo 2 večja dogodka. Letos je mogoče zaznamovalno to leto, seveda 13.7. in znamenita toča, bom rekel.
Potem specifika so bile tudi te poplave, sicer niso prizadele direktno mestne občine Krško, ampak smo pa zelo veliko sodelovali na celjski regiji kot pomoč. Poleg takšnih večjih izrednih dogodkov pa je število ostalih posredovanj vsako leto podobno. Intervencije se nam vrtijo vsako leto okrog med 250 pa med 300 intervencij letno. Mogoče ena samo opaska, da je viden porast tehničnih intervencij. Letos je bilo malenkost manj večjih požarov, je bilo pa več prometnih nesreč z nevarno snovjo, tudi precej reševanj in tega na vodi. Tako da zanimivo leto. Medtem ko požare rešuje skupaj s prostovoljnimi društvi, se tehničnih intervencij lotevajo zgolj poklicni gasilci. Govorimo pa o enoti GEŠP, to ima v bistvu enota koncesijo z državo za reševanje na cestah, se pravi prometne nesreče, reševanje na vodi z potapljači in reševalci na divjih vodah in pa nevarne snovi. Seveda in tukaj je te dejavnosti so v stalnem porastu, oziroma te nesreče so v stalnem porastu vsako leto. Pestro je tudi na področju nabave nove opreme. Oprema je težava v tem, da je v bistvu dvig stroškov nekje od 30 do 40% same nabave opreme izredno draga, pa to ni edina težava. Druga težava je, da so izredno dolgi dobavni roki, kar otežuje javne razpise, seveda pod katere zapademo. Velik izziv predstavlja tudi zaposlovanje. Po 5 letih jim je uspelo zaposliti 5 novih gasilcev. Bomo s tem ukrepili operativno enoto, ki je, moram reči, bila res na robu zmogljivosti, sploh v času covida in zadnjih let, tako da je bilo to res ena od prioritetnih zadev. Kar se kadrovanja tiče, pa ugotavljamo, da ne samo mi, ampak vse poklicne gasilske enote, da bo to velik izziv za vse v prihodnosti. Na razpis za 5 gasilcev se je namreč prijavilo zgolj 13 kandidatov, od tega samo 2 iz mestne občine Krško. Priznana slovenska fotografinja Meta Krese v razstavi Nismo stroji izpostavlja različne vidike tekstilne industrije na geopolitični ravni, od pridobivanja surovine do proizvodnje oblačil. Vzporedno problematizira vlogo zahodne kolonialne ekspanzije, kapitalizma in socializma. Razstava je na ogled v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja. Z razstavo Mete Krese v bistvu zaključujemo razstavni program Dolenjskega muzeja za leto 2023. Razstava s pomenljivim naslovom Nismo stroji govori v bistvu o tekstilni industriji oziroma o tekstilnih delavcih na 4 različnih kontinentih. S to temo se Kresetova ukvarja že vrsto let, tokrat pa je podrobno predstavila zgodbe iz tekstilne industrije iz različnih koncev sveta. Na nek način so zgodbe zelo podobne. Večinoma jaz sem tako nekako jih poskušala postaviti v te politične sisteme. Začela sem s kolonializmom, se pravi, to je Burkina Faso, kamor je Francija pripeljala to intenzivno pridelovanje bombaža. Nadaljevala je z Bangladešem, s tem pa je predstavila model kapitalizma. Prek socializma je prikazala tudi slovensko zgodbo, ki ji je želela dodati pozitivni podton. Zato sem potem tudi portretirala novomeške oblikovalce, šivilje in oblikovalca, mlajše generacije, ki pa nekako vseeno se mi zdi, da z nekim precej svetlim pogledom v svoje delo. Kresetova verjame v rešitev tudi v tej prepogosto nesrečni tekstilni industriji. Da bi bile obleke dražje, se ni treba, da so, ne vem, da je majica 7 evrov, da je majica 9 evrov, lahko je, kar se mene tiče, precej dražja, če to pomeni, da bojo delavci in delavke v Bangladešu imeli višjo plačo. Razstava Nismo stroji bo na ogled do 17. februarja prihodnje leto. Bližamo se vrhuncem prazničnega decembra. V Metliki so že drugo leto zapored poskrbeli za ljubitelje drsanja. Ob Metliškem gradu je že zaživelo drsališče. Na odprtju je prisotne pozdravil in obdaril tudi Dedek Mraz. Grajsko drsališče je znova zaživelo. Ljubitelji drsanja so po uradnem odprtju takoj pohiteli na ledeno ploskev, s katero letos upravlja Športna zveza Metlika.
Poglejte to lepo radoživo kuliso za menoj. Metlika je v prazničnem decembru resnično dobila tiste obrise mesta, katerega si želimo. V staro mestno jedro smo ponovno postavili drsališče in verjamem, da bo to mesto stičišče prijetnega medsebojnega druženja, zabave, lepih spominov. Drsališče je veliko 16x8,5 metrov. Začeli smo ga postaviti v ponedeljek, delali smo celo noč, smo zalivali. Drsalk imamo 99, to je imamo, ki smo dobili najem, pa imamo še 30 obstoječih, katere so noter pospravljeni še za vsak slučaj, če bo potrebno še kaj več. Na drsališče gre gor nekje okoli 50 do 60 drsalcev brez problema. Drsališče bo odprto do 14. januarja vsak dan od 15. do 21. ure. Razmišljamo, da bomo v času praznikov, da bi odpirali od 10. do 12. ure. Tako da bi tudi deca, torej otroci, ki bodo pač doma, da lahko pride tudi gor, pa kakšno odrsajo. Pa tudi bomo imeli, dogovarjamo se še, da bi z drugi teden začeli mogoče celo, da bi gor začeli učiti hokej igrati. Ob odprtju drsališča so pripravili pester spremljevalni program. Imamo ponudnike hrane, ponudnike pijače, danes imamo tudi sejem, kjer lahko zamudniki kupijo še zadnja božično-novoletna darila, tako da je res pestro. Za najmlajše smo pripravili obširen program, danes je na vrsti predstava za otroke. V Metliki se je oglasil celo dobri mož Dedek Mraz. Z manjšimi pozornostmi je obdaril najmlajše. Letos so bili otroci kar zelo pridni, ampak lahko bi bili pa še bolj. Ampak vedno ostaja upanje, da bo naslednje leto še boljše. Zadnjo ligaško tekmo v letošnjem letu so rokometaši Krke odigrali v domači športni dvorani Marof, kjer so v 14. krogu državnega prvenstva zanesljivo ugnali ekipo Koper z 32-25. Novomeščani so vodili od začetka do konca tekme, vmes so si priigrali tudi višjo prednost in so priložnost dobili mlajši igralci. S tem so se Koprčanom maščevali tudi za lanski poraz v domači dvorani. Definitivno smo se nadejali temu in smo veseli, da smo uspeli to uresničiti. Ne bi rekel, da je lanski poraz bil presenečenje, smo bili le novinec v ligi, ampak vseeno, letos smo si želeli tudi za tisti poraz vrniti in smo uspeli. Po prvi polovici sezone lahko zanesljivo ugotovimo, da so Novomeščani še presegli pričakovanja pred začetkom leta. Polosezona zelo dobra, mogoče najboljša do zdaj v zgodovini kluba. Na 3 fronta smo živi povsod, v pokalu Slovenije smo med 8 najboljših, v Evropokalu smo med 16 najboljših, v ligi, prvoj slovenskoj ligi smo na 4. mestu, to kaj nam je bil cilj na začetku lige. Večina fantov v letošnji sezoni sploh prvič nastopa v 3 tekmovanjih. Ja, definitivno se nam pozna. Vsi nismo profesionalci, da bi igrali samo rokomet, zato malo mogoče se pozna, utrujenost definitivno in potovanje in vse tako. Še en velik uspeh Novomeščanov je tudi ta, da so uspeli na tribune zopet pritegniti veliko število gledalcev. Mislim, da so res ti fanti zaslužili to, ta suport sa tribuna in mislim, da se povečalo to število gledalcev na tribunama, tako da mislim, da i u tom smislu bo progres konstantan, tako da na koncu sezone bomo punili dvorano. Na tekmi proti Kopru sta bila sicer najbolj razpoložena Nikolić z 10 in Stanojević z 8 doseženimi zadetki. Trebanjski rokometaši pa so v petek premagali Riko Ribnica s 40-31 in tako letos s 24 točkami zaključujejo na prvem mestu prvoligaške lestvice. Hvala za vašo pozornost in bodite lepo.